kar pa se na položnicah ponekod pozna, drugod ne. Na Jesenicah bo nova cena ogrevanja 13% nižja kot v decembru. V Ljubljani ostaja enaka, v Šaleški dolini pa bo 40.000 gospodinjstev s 1. februarjem za ogrevanje plačevalo 48% več. V velenjskem komunalnem podjetju pravijo, da je bil dvig cen neizogiben. Sandra Boršič. Po protestih pri visokih položnicah prejšnji teden dobra novica za vse, ki se ogrevajo na daljinsko ogrevanje. Zamejuje ceno navzgor na 98,7 evrov na megavatno uro. Zato ponekod že pocenitve, denimo na Jesenicah, kjer je bila v začetku leta cena za ogrevanje vrtoglavih 146 evrov za megavatno uro, zdaj pa bo za 13% manj kot decembra. Medtem pa v Šaleški dolini podražitev iz 45 na 73 evrov za megavatno uro, kar pa je še vedno pod vladno omejitvijo. Predvsem zaradi dviga vhodnih cen, se pravi nakupa toplote iz strani termoelektrarne Šoštanj. 40.000 gospodinjstev in 650 poslovnih odjemalcev, toliko namreč ogreva drugi največji daljinski sistem v Sloveniji, bo že marca dobilo za 48% dražje položnice. Če je nekje zdaj plačeval recimo 70 evrov samo za ogrevanje na mesec, bo sedaj plačal okrog 100 evrov na mesec. 130, 140 bo prišlo. Tak. Vse skupaj, ne? Ja, skupno, ja. Preveč. To je preveč. Tukaj imamo elektrarno in lahko bolj poceni imeli. In zato velenjska komunala išče načine, kako bi pomagala predvsem najranljivejšim, ki se ogrevajo na daljinsko ogrevanje. Pripravljamo nov mehanizem pomoči tem najšibkejšim, socialno najbolj ogroženim, ki bodo dobili lahko tudi do 70% tega višjega stroška povrnjenega. In če so Velenjčani pred podražitvijo najmanj plačevali za ogrevanje, pa so kljub dvigu cen še vedno med najcenejšimi. Po podatkih velenjske komunale še pred vladno omejitvijo cen je ogrevanje za približno 70 kvadratno stanovanje ceneje le še v Celju, Zagorju in Kočevju. Med cenejšimi je tudi Ljubljana, kjer je megavatna ura 79 evrov, kar je skoraj 20 evrov manj od zamejene vladne cene. A skrbi, da bi jo še zvišali, ni. Tudi v teh novih podražitvah smo se odločili, da cene ne dvigujemo. Na tej ceni bomo ostali nedvomno še do konca aprila. Je pa vlada na višanje cen v zadnjih 14 dneh odgovorila tudi z znižanjem trošarine na najnižjo dovoljeno raven za dizel in kurilno olje. Od danes so v Sloveniji dražja tudi pogonska goriva.